Mnogi občutijo bolečino v križu oziroma ledvenem predelu hrbta vsaj enkrat v življenju. Pogosto pa se ta večkrat ponavlja. Vzrokov za bolečino v križu je veliko. Med njimi so nepravilna drža, pretirano sedenje ali stanje, pogosto dvigovanje bremen, ročno premeščanje težkih bremen ter delo z nagibom ali z zasukom trupa. Dejavniki, ki povečujejo tveganje za pojav bolečine v križu, so tudi pomanjkanje telesne aktivnosti, odvečna teža, stres in depresivna stanja. Predvsem pa je pomembna drža telesa. Za varovanje zdravja hrbtenice je pomembno, da imamo nadzor nad tem, kako se giblje. Hrbtenica je najmanj obremenjena, kadar ima svoje naravne krivine. Zato skušajte tak položaj obdržati pri vseh dnevnih opravilih in vadbi. Za ohranjanje zdrave hrbtenice je pomembna tudi redna vadba, ki dokazano zmanjšuje bolečino v križu ter preprečuje dolgotrajen in ponavljajoč potek bolezni. Vaje lahko pričnete izvajati šele po prenehanju bolečine. V kolikor čutite mrevlince v nogah, obiščite zdravnika. Torej, kolena ves čas obračamo navzven in s tem, ko se upremo dol na nogo, aktiviramo naša stegna. Ves čas pokončen položaj, rame so nazaj, brada rahlo navznoter. Dihaš tekoče, vdih skozi nos in izdih skozi pol priprta usta. In tukaj nas čakajo odmiki, torej rahlo damo noge v širino svojih kolkov in potem roke grejo lahko v odročenje. Če vam to ne gre, se dotakneš stene, da bo ravnotežje boljše. Rahlo torej pokrčim stojno nogo, začneva stojimo na desni nogi, rahlo pokrčim in dvignem in spustim. In izdih, vdih in izdih in z izdihom. Torej, noga stojna je ves čas pokrčena, zato da je stegno aktivno in da delamo pravzaprav dvojno delo. Torej, krepimo desno nogo in hkrati levo stran. Tako preneseš ravnotežje na levo, rahlo pokrčiš koleno, zato da aktiviraš svoje stegno, roke v odročenje, noga, brada in izdih. Torej tudi tukaj ne pozabi, noga ostaja pokrčena, aktivna stegenska mišica, tukaj pa čutiš stransko stegensko mišico
in zadnjico, ki počasi postaja ta bolj utrujeni. Tako, nadaljujemo z nagibi medenice, torej nogi sta rahlo pokrčeni in premikamo naprej nazaj. Tako, samo premikaš naprej nazaj. Se postavimo stran, torej naprej nazaj. Sproščamo ledveni del. Z izdihom povežemo gibanje. Probaš čim manj aktivirati svoje stegna in zadnjico. Probaj vse delati s svojim centrom, torej s svojimi trebušnimi mišicami. Pri izdihu aktiviraš trebušne mišice. Zdaj pa probamo še gibanje medenice v drugo stran, gor in dol. Gor in dol, torej ne delati tega, malo pokrčimo kolena in nagibamo medenico. Levo, desno, oziroma probamo, zato se jaz držim za trnje, da čim bolj vidite to gibanje. Lahko se tudi sami primete za medenico in res gibate gor in dol, in levo in desno. Na ta način sproščamo mišice okrog našega ledvenega dela hrbtenice. Tako, zdaj pa bomo naredili predklon. Res to, čutimo težo na stopalih, torej začutiš palec, mezinec, sredino pete, res položimo noge na tla in gremo počasi z izdihom v predklon. Najprej gre brada na prsnico, se upognem v vratnem delu hrbta in počasi, vretence za vretencem potujem navzdol. Ožam svoj steznik in čist počasi prenašam težo na prste. Prideš do tam, kjer ti gibljivost dopušča, narediš vdih in z izdihom potujem počasi nazaj gor. Najprej stisnem zadnjico in se premikam po vretenci, kar pomeni, da si predstavljaš hrbtenico kot biserno ogrlico in enega za drugim zlagaš svoja vretenca nazaj vse do izhodiščnega položaja, kjer narediš vdih. In z izdihom potuješ znova. Torej, brada gre na prsnico, roke, glava postajajo čim bolj težki. Ožaš steznik, glava je sproščena, sprosti vrat in počasi potuješ proti tlom. Vstaviš se tam, kjer ti gibljivost dopušča, narediš vdih in z izdihom počasi potuješ nazaj gor. Stisni zadnjico in spet vretenca za vretencem. Najprej ledveni del, potem prsni del hrbtenice in čist počasi na to grejo nazaj na mesto rame, vrat in glava. Narediva vdih in z izdihom potuješ znova. Brada gre dol, ožam steznik, po vretencih spuščam, sprosti roke, glavo, teža na prste in vse dobiva tukaj. Glava je sproščena, zdaj pa nihava od ene pete proti drugi. Nihaš, sprosti glavo, teža je rahlo na prstih, čutiti moraš razteg v svojih mečih, zadnjih stegenskih mišicah, sproščamo pa ledveni del hrbtenice.
Če hočeš sprostiti tudi vratni del hrbtenice, potem mora biti glava ves čas sproščena, torej da nisi tu, ampak si tu. Zdaj pa gremo počasi nazaj gor. Z izdihom stisni zadnjico in počasi, počasi, počasi prideš nazaj gor. Nadaljujemo v položaju na vseh 4, razpremo prste, roki sta stegnjeni, rame dam nazaj in se odrinam od podlage. Torej, da ne visim na ramah, ampak da imam aktiven ramenski obroč. Odrini se. Tako. Kolena so približno pod boki, hrbet naj bo čim bolj v S obliki. Samo še medenico preverimo. Malo naprej, malo nazaj. Tudi v tem položaju sproščamo ledveni del z nagibi medenice. Torej z izdihom ožamo svoj steznik, aktiviramo svoje trebušne mišice in gremo še to. Smo ferbčni, pogledamo nazaj svoj repek in gremo v drugo stran z izdihom. Pogledamo nazaj in vdih. In z izdihom poglej nazaj in vdih. In z izdihom poglej nazaj. Ker težko vidimo svoj repek, si pomagamo. Malo obrneš svoj zadnji del in poskušaš res videti, pogledati morda svoje pete. Nagni medenico v stran in nagni medenico v stran. Tako. Zdaj pa medenica gre spet malo naprej, malo nazaj in nekje v sredini je optimalni položaj, v katerem začnemo, spodvijamo prste in za začetek samo dviguješ dlani. Vsakič, ko odvzamem ravnotežje svojemu telesu, se zgodi en mali čudež. In sicer trebušne mišice se aktivirajo. Začutili boste rahel pritisk na svojo trebušno steno in to je tisto, kar želimo. Aktivirati najgloblje trebušne mišice. Pri tem pazi, da ne prihaja do tega gibanja, držimo čvrst položaj. Nadaljujemo, prsti so spodviti, rame popravim nazaj, odrinem, popravim svojo držo, da je aktiven tudi ramenski obroč. V nadaljevanju dvigneš koleni od tal. In vdih. Z izdihom dvigneš koleni. Vsakič, ko dvigneš kolena gor, aktiviraš svoj steznik, torej popek pritisneš proti hrbtenici. Zdaj pa v nadaljevanju sledijo odmiki roke. Torej na izdih in na izdih. Paziš, da se tukaj ne premikaš, držiš čvrst položaj, aktiven svoj steznik.
In sledi raztezanje, gremo v zajčka, koleni gresta narazen in se dotaknemo z glavo tal. Nadaljujemo z mačko. Torej, stisnemo zadnjik, sečnik in počasi brada gre notri na prsnico, pogledam pete, odrivamo dlani in z vdihom sprostim. In z izdihom spet stisnem zadnjik, sečnik, brada gre na prsnico, pogledam pete, odrinem v dlani in izbočim zgornji del hrbta. In vdih. Torej s to vajo raztezamo zgornji del hrbta, v končnem položaju gresta lopatici čim bolj narazen. In vdih. In izdih. Tako, zdaj pa se bo tale mačka spremenila v gibljivo mačko. In si bomo predstavljali, da imamo palico med svojimi rokami in gremo v enem gibu nad njo, odrivamo dlani in v drugem gibu pod njo. In torej gremo. Izbočim hrbet in sprostim. Glava naj se giba čist naravno zraven. In gremo še v drugo stran, torej nad našo palico in pod njo. In nad njo. Tako. Zdaj pa spodvijemo prste in se usedeš na pete, raztegneš stopalni lok. Za preprečevanje bolečin v križu je izjemno pomembno, da okrepimo tudi našo zadnjico in temu namenjam naslednji 2 vaji. Postavimo se v položaj na vseh 4, razpreš prste na roki, ramena zavrtiš nazaj in se odrineš od tal, da dobimo aktiven ramenski obroč, torej da je vključen pri izvedbi. Torej ne visiš na ramah, odrini se. Kolena so približno pod boki, brada gleda notri. V tem položaju skrbiš za čvrstost svojega trupa. To pomeni, da ga ne nagibaš, ne zibaš, ampak stisneš zadnjik, presredek, sečnik in rahlo povežeš rebra in medenico. Torej trup mora biti čvrst. Stegneš nogo in gremo. Stisnem zadnjico, prenesem težo. Stisnem zadnjico in prenašam težo. Torej pri tem ostaja trup izjemno čvrst, brada gleda ves čas notri in gremo še. Tako, super. Odrivaš se od dlani, čvrste roke in začneš počasi čutiti zadnjico. Tako. In stop. Noga pride nazaj, stegneš drugo in spet. Prenašaš nogo iz ene strani na drugo. Stiskaj zadnjico, ta postaja zaradi prekomernega sedenja vedno bolj šibka, je pa izjemno pomembna za podporo ledvenemu delu hrbtenice oziroma medenice, tako da je dobro, da je ta čvrsta. Tako. In nazaj. In tako, ko pravimo, včasih se malo hecamo, ali jo uporabljaš, ali jo pa zgubiš. Naslednja vaja, desno nogo dvignem, pokrčena je in samo dvigujem in prinesem k sebi. In spet dvignem in grem naprej. In dvignem
in grem naprej. Tako, težo imaš na stojni nogi, torej tisti nogi, ki ostaja na tleh, odrivaš se od tal in zadnjico stiskaš. In stisni. Še, stisni. Izdih. In izdih. Tako, odložiš in zdaj druga. Stisni. Na izdih dvignem gor, torej z izdihom premagujem breme. Tako, super. Zdaj se bomo pa ulegli. Počasi se preko podlahti spustimo na trebuh. Če vam ta položaj ne ustreza, si lahko date polšter pod trebuh, čaka nas vaja diamant. Peti gresta skupaj, kolena narazen. Želja je, da sprostiš trup, glava počiva na rokah. In v nadaljevanju dvigujem kolena od tal. Torej, dvig je res minimalen. Tukaj je pomembno, da samo stiskaš zadnjico oziroma dviguješ kolena z močjo zadnjih stegenskih mišic in pa zadnjice. Dvig ni velik, torej ni veliko za pokazati. Bistvo se zgodi v aktivaciji tvoje zadnjice in zadnjih stegenskih mišic. Pete stiskaš skupaj za še boljšo aktivacijo mišic in probaš rame in trup popolnoma sprostiti. Torej, da ne dviguješ trupa, ampak prepustiš delo samo spodnjemu delu. Torej, pri preprečevanju bolečin v križu je dobro, da poskrbimo tudi za gibljivost hrbtenice in temu je namenjena naslednja vaja, vaja most. Kontrolirano se uležem, primaš se pod kolenom z okroglim hrbtom, se uležeš dol. Tako. Se najprej namestim v položaj, rami gresta nazaj, lopatice povežem, brado dam notri. Začutim tla pod stopali, razporedim težo, kolena približno v širini bokov. Torej, rame nazaj. Na izdih najprej samo nagibaš medenico, da se pripraviš. Na ta način tudi sproščaš ledveni del hrbtenice, samo z nagibi medenice. Zdaj pa bomo počasi šli v most. Stisnem zadnjik, sečnik, zožam steznik, počasi dvignem medenico in se vretence za vretencem čist počasi dvigujem do točke, kjer so boki višje od reber. Naredim vdih in z izdihom potujem dol. Začnem pri vratnem delu hrbtenice in počasi potujem preko prsnega koša in se spuščam počasi dol. Ledveni del odložim, medenico odložim in naredim vdih. In z izdihom potujem znova. Stisnem mišice medeničnega dna, torej zaprem zadnjik, sečnik, nagnem medenico in se počasi po vretencih dvigujem gor. Probi rame pustiti na tleh, morda tih sili gor, odloži jih nazaj. Narediva vdih in z izdihom potujem znova. Začnem pri vratnem delu hrbtenice in potem čisto počasi preko prsnega koša, ledvenega dela, potujem nazaj dol, odložim medenico in naredim vdih. Predstavljaj si svojo hrbtenico kot biserno ogrlico in res osmisli svoja vretenca kot bisere, ki jih zlagaš enega za drugim.
Ne spreminjaj položaja kolen, ves čas je isti položaj kolen, torej razmik med njimi ohranjaš in probi vključiti v to gibanje aktivacije mišic. Torej z izdihom ožam steznik in spuščam dol. Torej predstavljaj si, da je pod tabo pesek in da želiš narediti odtis hrbtenice v njem. Jaz bi rada videla vsako vretence. Tako, vaja je namenjena razvoju gibljivosti hrbtenice. Če so kakšni deli bolj togi, torej da ne morate korakati po vretencih, bo treba vajo čim večkrat ponavljati, torej da naslavljamo ta problem in ga odpravljamo počasi, čisto z nevsiljivim gibanjem, vse je kontrolirano in vse poteka čisto počasi. Vaja ima tudi nadgradnjo, gremo gor z izdihom in se dobimo v točki, kjer so boki višje od reber. Naredimo vdih in z izdihom stegneš eno nogo in vdih. In izdih. Brada ostane notri in vsak izdih pripeljem roke do bokov. In vdih. Pri tej vaji boste tudi sami začutili, da se zgodi izjemen pritisk na zadnjico, kar pomeni, da boste tudi njo okrepili z njo. Zraven ožamo steznik, ko stegnemo nogo, kar pomeni, da treniramo tudi mišice trupa. Čisto počasi. Tako, čisto počasi spustimo dol in v tem položaju malo nagibamo bedenico, da se sprostimo. Zdaj pa nadaljujemo še s stranskimi oporami, zato ker je moč vašega trupa izjemno pomembna, če želite zmanjšati bolečine v ledvenem delu hrbtenice. Postavimo se torej na bok, težo bomo dali na podlaket, kar pomeni področje med komolcem in zapestjem. Koleno pokrčiš, nogo stegneš in spet ne visiš na rami, odrini se od podlage. Še enkrat opozarjam, odrini se od podlage, rabimo čvrst ramenski obroč. Na izdih se dvignem gor in z vdihom spuščam. Tako. In še izdih in vdih. In izdih. In vdih. In izdih. In vdih. In izdih. Samo zadržiš, samo dihaš. Probaš čim bolj dihati v trebušne mišice, torej da aktiviraš cel steznik. Torej odprem prsni koš z vdihom in z izdihom rebra spuščam not, aktiven celoten steznik. Če ne moraš več, počasi spustiš in sledi raztek čez.
Tako, nadaljujemo na drugi strani. Ponovno se najprej postavimo, teža gre na podlaket, noga je pokrčena, stegnjena, odrineš od podlage. Rabimo čvrst ramenski obroč in gremo na izdih. Največ poudarka daješ dihanju. Res dihaš v svoj steznik, vsak izdih, grejo rebra not in zadržim. Tukaj krepim ramenski obroč in stranski del trupa. Glava je v podaljšku hrbtenice in diham. Počasi spustim in raztegnem. Za začetek ostaneta nogi pokrčeni, brada gre notri. In rameni damo nazaj, lopatici povežemo in samo nagibaš medenico. Torej spet sproščaš. Pri vdihu gre trebuh ven, križ se dvigne od podlage, pri izdihu popek pritisneš v podlago. Torej pri vdihu nastane prostor pod ledvenim delom, pri izdihu ledveni del pritisneš v podlago. Probaš povezati še z dihanjem, vdih in izdih in vdih in izdih. To je izjemno dobra vaja za sproščanje mišic ledvenega dela hrbtenice, tako da jo pravzaprav lahko izvajate dlje časa. Lahko zapreš oči in se na ta način pravzaprav sproščaš. Tako, zdaj pa sledi dvigovanje nog v mizico. Rami damo nazaj, povežemo lopatici, brada je notri in z izdihom dvignem eno nogo in z izdihom priključim drugo. In z vdihom vrnem nazaj. In gremo. Torej, ko izdihujem, ko dvigujem in vdih, ko spuščam. Torej, izdih, ko premagujem breme in vdih, ko grem dol. Pomembno je še, da ko nogi dvignem, probam popek čim bolj spustiti noter. Oziroma rebra spustim čim bolj notri. In izdih, vdih. Izdih. In izdih. Izdih. Vdih. Tako, pri naslednji vaji bomo naredili polovični dvig. Kar pomeni,
da boste samo lopatice dvignili od podlage. In vdih. Roke kar pusti na trebuhu, ker mi je pomembno, da ko se dvigneš, mora iti trebuh not. In vdih. Zdaj bomo pa dodali, eno nogo bomo dvignili, roka gre gor. Na izdih dvignem trup in fejs pritisnem stegno proti sebi. Z roko ga pa odrivam in vdih. In na izdih. In na izdih. Tako, zamenjam. Za konec se še sprostimo. Se uležem. Pritegnem najprej eno nogo. Zavrtim gleženj. Nogo dam čez, primem pod kolenom in pritisnem k sebi. Raztezam zadnjico. Noge pustim prekrižane in samo spustim dol. Tako, dvigneš levo nogo, pritegneš proti prsim, raztezaš celotni zadnji del svoje noge, zavrtiš gleženj, pomigaš s prsti na nogi. Nogo odložiš na nasprotno, primaš pod kolenom in pritisneš k sebi. Razteg čutiš v svoji zadnjici. Zdaj pa počasi odložiš in spustiš dol. Nadaljujemo s strešico. Torej, pete poskušaš imeti čim bolj na tleh. Če ne gre, so pač tam, kjer gre. Čim bolj na tleh, roki sta stegnjeni, glava je sproščena, ne zategujo gor. Tako, predihavaš položaj, hrbet čim bolj raven in ne viset na ramah. Odrini se od podlage, roki sta čvrsti, aktivni. V nadaljevanju dvigneš nogo gor in odpreš medenico, spet odrivaš od podlage, ne pozabi, čvrste roke. Zdaj pa stopi noga naprej do dlani in koleno je nad gležnjem. Hrbet čim bo raven, odpirava kolk, odpiraš medenico, koleno gre ven, 3 in 2 in 1. Zdaj pa zasuk, spustiš bok proti tlom. Raztezaš stranski del telesa. Se odmontiraš in se obrneš stran od svoje noge. Dihaj. Spustiš zadnje koleno na tla, zasuk, prsni koš obrneš čim bolj nazaj.
Preneseš težo, raztezaš vse zadnje stegenske mišice. In nadaljuješ v strešici. Ponovno, peti sta na tleh, roki stegnjeni, odrivam od podlage, hrbet čim bolj raven, glava sproščena. In dvignem levo nogo čim bolj v zrak. Odrivam od tal, položaj ni najbolj prijeten, ampak izjemno velik obseg mišičnih skupin se objame v razteg. Noga gre naprej, stopiš zraven svoje dlani. Odpiram koleno, odpiram kolk. Koleno gre na ven, 3 in 2 in 1. Stranski razteg, pritisnem bok proti tlom oziroma kolk. Pridem nazaj, se obrnem stran od svoje noge in diham. Spustim zadnje koleno na tla, zasuk v prsnem košu preko kolena, tlej nazaj. Prenesi težo, raztegnem zadnjo stegensko mišico in se dobimo tu. To. In na izdih. Izdih. Torej, večkrat, ko boste te vaje ponavljali, manj težav boste imeli z bolečinami v križu. Dejstvo je, da je pomembno, da okrepite svojo zadnjico, mišice trupa in pa hrbet. Predvsem pa pazite na svojo držo in čim več se sprehajajte in saj veste, dobra volja je vedno najbolja.